Dragi gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Začenja se Sport klubov Svet, kviz, v katerem lahko ljubitelice in ljubitelji športa preverite vaše znanje. Tokratna tema bo znova nogomet, najpopularnejša športna panoga na svetu in tako kot vselej se bosta merila dva tekmovalca, komentator in gledalec. Najprej predstavljamo tistega, ki bo zastopal barve Sport kluba, to bo Matic Borazer. Matic, lepo pozdravljen. Zdravo, Toni, zdravo. Matic, kako si ti preživel ta 2 meseca brez športnih prenosov, brez tekem, brez vsega tistega, kar je običajno sestavljalo naš vsak dan? Prva 2 tedna sem preživel doma v samoizolaciji, ker sem prišel zadnji trenutek s potovanja. Potem pa se je kar hitro v bistvu na Sport klubu začelo že z Belorusko ligo in Tadžikistanom, pa v bistvu ves čas smo delali na spletni strani neke prispevke, tako da ni bil dolg čas. Ja, moram te vprašati še eno reč, ki me izjemno zanima pravzaprav pri vsakem komentatorju, in sicer kako gledaš na kvize, koliko se ti zdijo smiselni športni kvizi. Si sam navdušenec tega? Ja, rad imam kvize, no, tudi na družbenih medijih, če je kdaj kak izziv, se rad udeležim. Tole na televiziji je pa seveda neka nova popestritev, kar se tiče športa, pa mislim, da tudi nov izziv za vse nas komentatorje, ker je vseeno drugače, ko moraš nekaj vedeti, izstreliti kot izstopa, tako da je kar poseben izzivno. Te je kaj strah ali je trema prisotna? Kaj pa vem. Gre za igro, tako da važno, da se zabavamo. Kar pogumno, nič hudega ne bo. Tvoj tekmec danes pa je Gašper Krvina. Gašper, lepo pozdravljen. Zdravo, Toni, zdravo, ljubljena Slovenija. Tekmovalec, ki se je prijavil kot gledalec in kot velik športni navdušenec. Gašper, sam praviš, da si preko študija zgodovine pravzaprav nekako našel afiniteto do nogometa, še posebej do tistega nogometa v nekdanji Jugoslaviji. Nam lahko nekaj več poveš o tem, zakaj gre? Ja, predvsem me zanima jugoslovanska liga v 80-ih in 90-ih, pa tisti igralci, ki so jo zaznamovali, ne vem, Dragan Džajić, Ivica Osip, Dušan Bajević. Ne, imajo neko romantiko v igri, ki je zdaj pogrešana. Ja, to so bili res časi nogometne romantike in pa zelo markantnih osebnosti v nogometu. Sam si sicer navijač AC Milana, ne? Ja, že od takrat, od tistih uspehov. Ker sem rojen 91, tistih prvih uspehov v 80-ih nisem mogel slediti, sem pa potem s Kakajem, Ševčenkom, Sedorfom, Gorazom, Maldini. Odlično. Torej, danes vaju čaka kup nogometnih vprašanj. Vidim, da sta oba zelo dobro nogometno podkovana, tako da bo to pravi izziv tudi zame. Naj vam povem, da vaju čakajo vprašanja razdeljena v 4 različne rubrike, s tem, da bosta z nabiranjem točk začela že v prvi ogrevalni rubriki, to pa so da-ne trditve. Za začetek vaju čaka rubrika Da-ne trditve. Slišala bosta kratko trditev in potem imela nekaj časa, da na hitro razmislita in pokažeta listek s pravilnim odgovorom. Da, če je trditev pravilna, in ne, če je seveda trditev napačna. Odgovarjata hkrati, vsak pravilni odgovor pa je vreden 1 točko. Matic in Gašper, sta pripravljena? Ja. Seveda. Pa začnimo s prvo trditvijo. Prva trditev se glasi: Premier liga je bila ustanovljena istega leta kot Liga prvakov. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Da in ne, tokrat je pravilni odgovor da. To je bilo leta 1992-93. To je bila prva sezona tako v Premier ligi kot v Ligi prvakov. Prva točka torej za Matica. Gašper, nikakor naj te to ne zmoti, vprašanje do konca še ogromno. Liverpool je 29, ne, seveda. Tako je, tistega leta 29. In gremo k drugi trditvi. Didier Deschamps je edini, ki se lahko pohvali z naslovom svetovnega prvaka kot nogometaš in trener. Da ali ne? In dvignete odgovor. Ja, tokrat je Gašper zelo pohitel in takoj pokazal, kaj je pravilni odgovor. Pravilni odgovor je res ne. Ali morebiti veste, kdo je še med temi nogometaši? Poznate še koga? Vem, da je Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer je eden izmed njih. Pa Zagallo. Tako je, tudi Zagallo je drugi izmed njih. Tako da vidim, Gašper, da v bistvu bi lahko to vprašanje še precej bolj težje naredil, kot sem ga. Prva točka zate, Gašper, druga točka zate, Matic. In gremo k tretji trditvi. Cristiano Ronaldo je svoj prvi zadetek v Ligi prvakov dosegal šele na 30. tekmi. Da ali ne? In pokažeta odgovor 3-4 zdaj. Ne in ne.
Tokrat je trditev, kakorkoli čudno se sliši, da. Cristiano Ronaldo je svoj prvi zadetek v Ligi prvakov dosegel šele na 30. nastopu v tem tekmovanju. To sta bila 2 zadetka leta 2007 proti Romi ob tisti znameniti zmagi 7-1, predtem pa torej kopica tekem, na kateri Ronaldo ni zabil. Tokrat torej brez točk za oba. Gremo k 4. trditvi. V hollywoodskem filmu Victory v glavni vlogi ob navezi Sylvester Stallone in Michael Caine nastopa Pelé. Da ali ne? Torej, ali je bil Pelé ob Sylvestru Stallonu in Michaelu Caineu, oba sta prepričana, da je bil in da, to je pravilni odgovor. Pelé je pravzaprav kar nogometni in filmski zvezdnik. Smo ga videli v marsikateri hollywoodski filmski uspešnici. Je pa v tem dotičnem filmu Victory, naj vam povem, igral kapetana Brazilije Luisa Fernandesa. Gremo k naslednji trditvi. Reprezentanca ZDA je edina, ki je naslov svetovnih prvakinj osvojila na domačih tleh. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Da in ne. Tokrat znova Matic s pravilnim odgovorom. Gašper, da. ZDA so bile edine, ki so uspele osvojiti naslov svetovnih prvakinj na domačih tleh. To je bilo leta 1999. In gremo k zadnji 6. trditvi. Ta pa se glasi. Največ tekem svetovnega prvenstva je potekalo na stadionu Maracana. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Ne in ne. Oba pravilni odgovor, morebiti veste, kje, na katerem stadionu pa je bilo več tekem kot na Maracani? Jaz bi rekel Olimpiko, v Rimu. Matic? Italija, kar ja, bi lahko bila sam. Dejansko je pravilni sklepal, odgovor da ni. stadion Azteca v Mexico City. Aha, v Mehiki, ja. Dejansko v Mehiki je bilo odigranih 10 Tudi tekem. dvakrat, ja. Tako, leta Dvakrat. 1970 in potem še leta 1986, pri čemer so včasih na teh svetovnih prvenstvih tako otvoritvene kot finalne tekme potekale na istem stadionu, tako da je stadion Azteca tisti, ki se lahko pohvali s kar 19 tekmami svetovnih prvenstev. Torej, na koncu znova pravilni odgovor za oba in po prvi rubriki Matic brez pravzaprav večjih spodrsljajev z izjemo tistega Cristiana Ronalda, torej pri 5 točkah in pa Gašper po prvi rubriki pri 3 točkah. V naslednji rubriki so na vrsti kratka vprašanja. Vsak tekmovalec bo imel na voljo 60 sekund, da odgovori na čim večje število kratkih vprašanj, s tem, da na vsa, na katera ne bo imel pravilne odgovore, bo poskušal kasneje odgovarjati njegov konkurent. Torej, budno pazita na vsa vprašanja nasprotnika, kajti lahko se zgodi, da bodo doletela tudi vaju. Najprej bo z odgovarjanjem začel Gašper. Gašper, ti boš imel 60 sekund, Matic, ti pa torej pozorno poslušaš. Gašper, sva pripravljena? Ja, sva, ja. No, pa začniva na 3-4 zdaj. Kateri nogometaš je osvojil Ligo prvakov s 3 različnimi klubi? Clarence Seedorf. Seedorf je pravilni odgovor. Katera ekipa poleg Maribora ni nikoli izpadla iz prve slovenske nogometne lige? Celje. Res je. Koliko republik se je lahko pohvalilo z vsaj enim naslovom prvaka Jugoslavije? Ja, 3 republike pa 1 pokrajina. 3 republike. Katerega leta je potekalo prvo evropsko prvenstvo? 1960 v Italiji. Pravilno. Kako se imenuje nagrada za najboljšega strelca v La Ligi? Pichichi. Pravilno. Katera ekipa je na tekmah svetovnega prvenstva najdlje ohranila svojo mrežo nedotaknjeno? Italija. Ne, še 10 sekund. Kateri slovenski ekipi sta nastopili v Ligi prvakinj? Pomurje in Olimpija. Ne. In še zadnja, koliko ekip je osvojilo naslov slovenskih državnih prvakov? 4. Ne. Gašper, zelo dobro ti je šlo do zadnjih 3 vprašanj. Na prvih 5 si odgovoril vsa pravilno in lahko ti rečem, da si prvi, ki je odgovoril na vseh 8 vprašanj. Ne glede na to, da na zadnje 3 nisi imel pravilnega odgovora, vedno se ustavimo nekje pri 4-5, tole je bilo ekspresno hitro. Matic, te je že kaj strah? Greva na... Zgodovinski poznavalec. Res je. Leksikonsko je tole obdelal, midva pa greva k tistim vprašanjem, na katera Gašper ni imel odgovora. Najprej na 5. vprašanje. Katera ekipa je na tekmah svetovnega prvenstva najdlje ohranila svojo mrežo nedotaknjeno?
Nemčija? Ne, to je presenetljiv odgovor, to je reprezentanca Švice. Švica je tista, ki je najdlje uspelo zadržati mrežo nedotaknjeno in to mislim, da okoli 600 minut. Gremo na predzadnje vprašanje. Kateri slovenski ekipi sta nastopili v Ligi prvakinj? Olimpija je bila definitivno. Pa... Sem bil ziher, da so bili tudi Beltinci, no, ampak je že to Gašper odgovoril, da niso bile. Radomlje? Ne, dejansko Krka in Pomurje sta bili v Ligi prvakov. Olimpije ni bilo, tako da tokrat Gašper si imel polovični odgovor, ampak ti jo vseeno nisem mogel v celoti priznati. Matic, mi da greva pa še k zadnjemu, 8. vprašanju, na katerega prav tako Gašper ni imel odgovora. Koliko ekip je osvojilo naslov slovenskih državnih prvakov? Ja, se bo vedel. 5? 5 je pravilni odgovor. Ja. Gašper, katera ti je ušla iz misli, ko si jih sešteval? Koper mi je všel. Koper je všel. 5 je pravilni odgovor. Olimpija, Maribor, Gorica, Domžale in Koper. Torej, točka tudi zate, Matic, na koncu si jo tule le prislužil. Prvih 5 točk pa je na 5 pravilnih odgovorov dobil torej Gašper. Gašper je sedaj pri 8, Matic, ti si pa pri 6 točkah. S tem, da Matic, tebe, tvoja minuta še čaka. So pripravljena, Matic? Gašper, ti pa seveda pozorno poslušaš na morebitne napačne odgovore. In začneva na 3, 4, zdaj. Kateri angleški ekipi poleg Liverpoola je uspelo ubraniti naslov evropskih prvakov? Nottingham Forest. Res je. Proti kateri reprezentanci je Slovenija odigrala največ uradnih tekem? Največ uradnih tekem Slovenija. Ciper. Res je. Kateri nogometaš slovenskega kluba je postal najboljši strelec sezone v prvi ligi Jugoslavije? Branko Oblak? Ne. Katera reprezentanca je zadnja osvojila naslov evropskih prvakov pred domačimi gledalci? Nemčija? Ne. Katera žival je v klubskem logotipu nogometašev Kelna? Kozliček. Pravilno. Kateri klub je imel največ svojih predstavnikov na svetovnih prvenstvih? In še 5 sekund. Real Madrid? Ne. Tokrat ti je šlo tudi dobro, s tem, da si zadel Nottingham Forest. Res 2 sezoni zapored so poleg Liverpoola, torej kot drugi angleški klub, uspeli osvojiti najboljši oziroma naslov v Ligi prvakov oziroma v Evropskem pokalu. Ciper je res pravilni odgovor, z njimi smo odigrali 10 tekem, potem pa se ti je zataknilo pri 3. vprašanju in to bo priložnost sedaj zate, Gašper. Gašper, kateri nogometaš slovenskega kluba je postal najboljši strelec sezone v prvi ligi Jugoslavije? Danilo Popivoda. Danilo Popivoda je pravilni odgovor. Zabil je 17 zadetkov za Olimpijo v sezoni 73-74 in je torej edini predstavnik slovenskega kluba, ki se lahko pohvali s tem dosežkom. Točka zate, Gašper? Zanimivo tudi, da ga smatral kot Slovenca, čeprav ni bil Slovenec. Res je, zato smo dali tudi vprašanje, kateri nogometaš slovenskega kluba. Tako da ni bilo važno niti, ali gre za Slovenca ali ne, važno je, da je edini nogometaš, ki je predstavljal Olimpijo, torej slovenski klub. Greva na naslednje vprašanje, na katerega tudi Matic ni imel odgovora, in sicer katera reprezentanca je zadnja osvojila naslov evropskih prvakov pred domačimi gledalci? Anglija? Ne, to je bila Francija. Leta 1984 s Platinijem, ko so slavili doma, v finalu so premagali Španijo. Hotel sem reči Francija, ampak 2016 vem, da ni bila. Ne, leta 1984 je bilo treba iti kar precej nazaj, sem že prej Matica opazoval, kako je šel po prvenstvih v preteklost, ampak do leta 1984 očitno ni šlo. Greva pa še na zadnje vprašanje, na 6., na katerega Matic tudi ni imel odgovora, in sicer kateri klub je imel največ svojih predstavnikov na svetovnih prvenstvih? Mislim, da je Inter. Je iz Italije, ampak ni Inter, je Juventus. Juventus je imel 128 predstavnikov na svetovnih prvenstvih in je torej tisti klub, ki je v zgodovini svetovnih prvenstev dal največ svojih nogometašev v različne reprezentance. Ja, tole bo napeta bitka.
Oba sta prikazala odlično znanje. Gašper je z leksikonskim poznavanjem prvih 5 odgovorov prišel do 9 točk in Matic, ti si tudi pri 9 točkah, kar pomeni, da je izid na polovici izenačen. V tretji rubriki bosta povezovala tematske sklope in iskala znano nogometno osebnost. Namreč vsakdo bo imel na voljo 3 vprašanja, s tem, da če ne bo imel pravilnega odgovora, takoj replicira na odgovor njegov tekmec. Potem pa bosta oba na list napisala ime nogometaša, ki združuje 3 pravilne odgovore. Torej, potem, ko bomo z vprašanji zaključili, boste imela oba priložnost najti tisto osebnost, ki asocira vse rešitve. Najprej tokrat z 3 vprašanji začenja Matic. Matic, sva pripravljena? Gašper, ti pa seveda pozorno poslušaš, če slučajno Matic ne bo imel pravilnega odgovora. Prvo vprašanje zate, Matic, pa se glasi. Kateri reprezentanci je edini uspelo ubraniti naslov evropskih prvakov? Italija? Ne. Gašper, imaš ti pravilni odgovor? Španija, to 2008 in 2012, ko so slavili proti Nemčiji oziroma proti Italiji. Španija je edina, ki je torej v zgodovini evropskih prvenstev uspela ubraniti naslov. Točka tokrat zate, Gašper. Matic, naslednje vprašanje pa se glasi. Katera reprezentanca je največkrat osvojila naslov azijskih prvakov? Japonska? Japonska je pravilni odgovor. 4-krat so slavili, edino azijsko prvenstvo, ki so ga izgubili v finalu, je prišlo lani, ko so izgubili proti Katarju. Torej, Japonska najuspešnejša država azijskih prvenstev. In gremo še k tretjemu vprašanju, ki nam bo dalo tretjo rešitev. To pa je, katera španska ekipa je prva osvojila trojno krono? Torej, zmago v pokalu, v Ligi prvakov in v španskem državnem prvenstvu. Real Madrid? Real ni pravilni odgovor. Gašper, mislim, da si... Barcelona. Mislim, da si že z odgovorom Matic, ko si izvedel, da ni pravilni, da uvedeti, da najbrž je tisto drugo. Barcelona je pravilni odgovor. Gašper, ti je tokrat vzel še drugo točko. Zdaj pa povežeta nogometaša, ki združuje vse te 3 pojme med seboj in ga napišeta na list in ga potem ob znaku pokažeta. Torej, kateri nogometaš, katera nogometna osebnost združuje Španijo, Japonsko in Barcelono? In pokažeta pravilni odgovor na 3, 4 zdaj. Takole. Jaz imam nič. Kaj pa imaš ti napisano, Matic? Nič, ker še ni bilo dovolj časa. Ampak bi rekel Andres Iniesta. Če bi rekel Andres Iniesta, potem je to tudi pravilni odgovor. Andres Iniesta je pravilni odgovor. Kje si Xavija našel, Gašper? Iniesta deluje na Japonskem, ne Xavi. Visel Kobe. Tako, biser Kobe. S tem, da je bil Xavi tisti odgovor, na katerega sem nekako ciljal, da bi morebiti lahko koga zmedel in dejansko Gašper te je zmedel. Tako da Andres Iniesta je pravilni odgovor in tokrat točke zate, Matic. Torej, Matic je tule osvojil 4 točke, medtem ko je Gašper pri 2. S tem, da je Gašper sedaj tisti, ki je na vrsti za odgovarjanje na 3 vprašanja. Gašper, si pripravljen? Ja. Greva s prvim vprašanjem. Katera ekipa je osvojila prvi naslov slovenskih prvakov? Olimpija. Ta je dokaj preprosto, 4-krat zapored so potem slavili od leta 1991 dalje. Bo pa zato najbrž drugo vprašanje toliko težje. Katera angleška ekipa je edina osvojila FA pokal in slavila v 1., 2. in 3. ligi? Tottenham? Ne. Matic, mora biti ti veš? 1., 2. in 3. 1., 2. in 3. ligi in še FA pokal je osvojila. Derby County? Ne, Portsmouth. Portsmouth je tokrat pravilni odgovor. In pa zadnje vprašanje zate, Gašper. V katerem vzhodnoevropskem mestu so se prvi veselili naslova evropskih klubskih prvakov? V Beogradu.
Ne. A ja. Si se ujel, ne? Matic, mora biti, veš? V katerem mestu? V katerem vzhodnoevropskem mestu? Ne. Ne. Gašper, kaj je bil pravilni odgovor, ki ga nisi imel v pravem trenutku? Bukarešt. Je bil pravilni odgovor, ki ga takrat nisi našel, ampak vseeno točka ti še ostaja odprej od Olimpije. Zdaj pa povežete seveda te tri pojme med seboj, kaj združuje Olimpijo, Portsmouth in Bukarešto, kjer so torej leta 1986 kot prvi v vzhodni Evropi postali zmagovalci sedanje lige prvakov, tedanjega evropskega pokala. To je bila seveda Steaua, ki je po 11 metrovkah v Sevilji premagala tedaj Barcelono. Sedaj pa, da vidimo, kdo je torej nogometaš, ki združuje vse te tri rešitve in pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Mladen Rudonja. Tokrat lahka naloga za oba. Bukarešta je najbrž tisti kraj, ki ga takoj asociiramo z Rudonjo, pa tudi če ne govorimo o nogometu. Ja, Mladen Rudonja je trikrat igral pri Olimpiji, trikrat je bil pri Kopru, 65 nastopov za reprezentanco je zbral en zadetek, ki se ga seveda vsi radi spominjamo, ker nas je popeljal na svetovno prvenstvo, hkrati pa nogometaš, ki je igral na Hrvaškem, v Belgiji, Cipru in pa tudi v Portsmouthu, kjer je odigral 14 srečanj v angleškem prvenstvu. Torej, tokrat oba s pravilnim odgovorom za 3 točke, predtem pa točka zate, Gašper. Na ta način si nekoliko se približal, kajti po tej rubriki je, če sem pravilno seštel, torej 7 točk si osvojil ti, Matic, 6 točk pa zate, Gašper. Torej, malenkostna prednost za Matica pred zadnjo rubriko. Izjemno napeto je, pred nami pa samo še zadnja rubrika. Izid 16-15, točka prednosti zate, Matic. Gašper, nič ni izgubljenega, čaka nas še zadnja rubrika. In v njej 2 znameniti nogometni osebnosti, ki jo bomo iskali. Za vsako nogometno osebnost imam pripravljenih 5 trditev, seveda je tista za 5 točk najtežja, tista zadnja za 1 točko pa najlažja, ampak vse skupaj ima še en izziv, namreč lahko odgovarjata samo enkrat. Če odgovorita napačno, potem pri tistem iskanju znane nogometne osebnosti več nimata možnosti za odgovor. Torej je potrebno taktizirati in z zdravo mero optimizma odgovarjati. Sta pripravljena? Pa. Ok. In gremo k prvi nogometni osebnosti. Trditev za 5 točk se glasi: 2-krat je zaigral na svetovnem prvenstvu in obakrat nastopil v finalu. Če boste imela pravilni odgovor, se seveda prijavite z dvigom roke, če ne, gremo naprej na naslednjo trditev za 4 točke. V dresu brazilske reprezentance je debitiral leta 1993 in zadel zmagoviti zadetek že na prvem srečanju. Matic, hiter dvig roke in za 4 točke boš poizkušal. Ronaldo? Ronaldo ni pravilni odgovor. Zdaj si se izločil, kar pomeni, Gašper, sam svoje sreče kovač si. Za 3 točke se trditev glasi: postal je najboljši strelec in igralec Copa Amerike leta 1999, ko je osvojil tudi zlato žogo. Rivaldo je pravilni odgovor. Rivaldo je torej tisti, ki je 2-krat zaigral na svetovnem prvenstvu, to je bilo leta 1998 in 2002 in obakrat bil v finalu. V dresu brazilske reprezentance je debitiral leta 1993 in zabil zadetek za zmago na prijateljskem srečanju proti Mehiki v Guadalajari. Kot smo slišali, pa je torej postal igralec Copa Amerike s 5 zadetki, zabil je tudi 2 gola v finalu proti Urugvaju. Gašper, kaj je tebe pripeljalo k Rivaldu? Katera trditev te je? Zlata žoga. Ampak je bilo kar precej Brazilcev najbrž, ki bi lahko še konkurirali v tej kategoriji zlate žoge. 99, ja, je bil Kaká še malo premlad, Ronaldinho tudi. Tako da, če ni bil Ronaldo, je bil Rivaldo. Ti je znova Matic pomagal z izločanjem, ne? Ja, potem naslednja trditev za 2 točke bi bila: v 25 let trajajoči karieri je zaigral tudi v Angoli in v Uzbekistanu, pa v Italiji, Španiji, Grčiji in Braziliji. In zadnja trditev za 1 točko, kjer verjamem, da bi oba že vedela, za koga gre, je: ob Ronaldu in Ronaldinhu je tvoril udarno navezo 3 R-jev. To je bil torej Rivaldo. Rivaldo tokrat 3 točke prinaša tebi, Gašper, in s tem je Gašper prevzel vodstvo. 18 točk Gašperju, 16 točk zate, Matic. Matic,
Veš, kaj potrebuješ v zadnjem odgovoru? Vsaj 2 točki. S tem, da zadnja trditev oziroma zadnji nogometna osebnost, znova začenjamo s trditvijo za 5 točk. Napeto je in trditev za 5 točk se glasi. Nogometno kariero je začel kot napadalec in šele nato presedlal med branilce. Mislim, da je kar nekaj takih nogometašev, tako da najbrž ne boste še tvegala. Gremo na trditev za 4 točke. 11 let je igral za klub, kjer je nato debitiral kot trener. Znova, ko boste imela odgovor, se prijavite z dvigom roke. Če ne, gremo na trditev za 3 točke. V obeh moštvih, ki jo je vodil doslej, je bil najdlje delujoči trener v zgodovini kluba. Če ni pravilnega odgovora, gremo na trditev za 2 točki. Trditev za 2 točki se glasi. Slavil je šele ob 3. nastopu v finalu Lige prvakov. Če imate pravilni odgovor, pokažete to z dvigom roke. Naslednja bo trditev za 1 točko, kar bo zate, Matic, premalo. Samo sugeriram. Gašper je tisti, ki lahko sedaj mirno gleda in taktizira. Gremo na trditev za 1 točko? Ja. Značilni slog igre, ki ga gojijo njegove ekipe, je poimenoval gegenpressing. Gašper? Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp je pravilni odgovor. Klopp je tisti, ki je začel nogometno kariero kot napadalec in potem presedlal med branilce. Igral je 11 sezon pri Mainzu, ki ga je kasneje tudi vodil kot trener. 7 let je bil na klopi Mainza, 7 let na klopi Borussije iz Dortmunda in to sta bila oba rekorda, ki jo je postavil. Torej, nihče izmed trenerjev teh 2 klubov nikoli ni bil dlje na stolčku kot on. Vemo, 3. nastop v Ligi prvakov mu je prinesel prvo zmago, predtem je izgubil tako z Borussijo kot z Liverpoolom ob prvih finalnih nastopih, potem pa slavil lani. In ja, značilni slog igre, takoj ko nasprotnik pride do posesti žoge, mu jo poskušaj vzeti. To je nekaj, kar je značilno za Jürgena Kloppa. Matic, si imel kdaj Kloppa v mislih v teh 5 trditvah? Najkar sem se fokusiral na igralca, ki je bil v finalu Lige prvakov 3-krat, zato mi je šlo čisto mimo. Nisi potem enostavno preslišal to, da je debitiral kot trener, najdlje delujoči trener. Ja. Vidiš, to je pa to, ker si dejansko ostal še pri tisti trditvi za 5 točk in jo poskušal doumeti. Ampak Gašper, ti si pa tudi zdaj pri stopnjah težavnosti pokazal še enkrat res izjemno športno znanje in moramo priznati, da v 6. oddaji se nam je zgodilo, da je tekmovalec, ki se je prijavil, prišel do zmage. Gašper, čestitke, tako z moje strani, kot verjamem tudi strani Matica, res izjemno znanje. Bil bi velik izziv za vse naše komentatorje. Če bi bili vsi skupaj, bi se težko borili proti tebi. Res čestitke, odlično si opravil z nalogo in na koncu prišel do zmage ter slavil skupno z 19 točkami proti 16 točkam, ki jih je osvojil Matic. Tako smo torej prišli do konca Sportklubovega vseveda. Seštevek točk je razkril zmagovalca, to je Gašper Krvina. Gašper, je kakšno vprašanje morebiti, ki ti ne bo dalo miru, oziroma je kakšen odgovor, ki veš, da ga boš odslej dalje res vedno vedel? Ja, da sta se Liga prvakov in angleška Premier Liga začela istočasno. Ampak vsem si pa res odlično opravil z nalogo in pokazal, da ti je študij zgodovine res dal tisto pravo povezavo z nogometom in pa način, kako pravzaprav sprejemati in usrkati vse te informacije. Ja, mislim, da je pač res, da si lažje zapomni kakšne podatke, ker je res študij zgodovine pač zahteva, da se je treba zapomniti določene podatke ali letnice. Točno to, številke so ti tudi, vidim, da izjemno domače.
Matic, je kakšno vprašanje, ki je tebi recimo ostalo tako v spominu, da veš, da od zdaj naprej bom to vedno vedel? Pa kaj povem, že ta evropska prvenstva sem bil preveč zmeden, kdo je kdaj kaj osvojil, pa Španija, da sem pozabil, da je imela 2-krat zapored, v bistvu dobro desetletje nazaj, to ampak je ravno tisto, o čemer sva govorila nedolgo nazaj, ko si mi rekel, da pravzaprav se vidi, kako ljudje v danem trenutku, ko moraš potegniti odgovor iz rokava, je pravzaprav ta rokav vedno zelo tesno zaprt. Tako da ne gre za to, da teh podatkov ne bi vedel, ampak enostavno v tistem danem trenutku ti vse drugo pride na pamet razen tega. Je pa Gašper dokazal svoje znanje in mogoče pa ga kdaj povabim, da pride z mano kot komentator, ki bi popestril zgodovino. Z veseljem. Definitivno, sploh če bo še področje nekdanje Jugoslavije, bo mislim, da toliko več geopolitičnih konotacij, ki bodo seveda dale tudi zgodovinski kontekst. Tako da, Gašper, definitivno bomo imeli v mislih tudi tebe, ko bomo seveda iskali kakšnega strokovnega komentatorja za to področje. Tako da res, Gašper, čestitke še enkrat za zmago. Matic, čestitke tudi tebi za vse prikazano znanje. Res nisi imel lahke naloge, to morava priznati, morava pa na koncu pošteno čestitati Gašperju za zmago. Hvala. Tako je. Bravo, Matic. Tako, hvala še enkrat obima tekmovalcema, mi pa smo na ta način prišli do konca naše oddaje. Še naprej vas seveda vabimo, da se prijavite na Sportklubov Svet, da tudi vi poizkusite preveriti vaše športno znanje in sicer prijavite se lahko s tem, da se prijavite na info@sportklubtv.si ali pa izveste kaj več o kvizu na naši spletni strani oziroma na naših družabnih omrežjih. Za danes je bilo to vse. Hvala še enkrat obema tekmovalcema, hvala vam za pozornost in do prihodnjič lep vsevedni pozdrav.